Če te zanima, kako lahko v samo 8 minutah na polno obremeniš trebušne mišice, potem si na pravem mestu. V današnji objavi ti namreč razkrijem 4 učinkovite vaje in nekoliko drugačen sistem, s katerim obremeniš vsa vlakna tvojega sixpacka. Pozabi na ogromno število ponovitev in vse mogoče kombinacije. Rešitev se skriva popolnoma drugje. Preden ti razkrijem, kako bo potekal današnji trening, bi te rad samo na hitro opozoril na 2 pravili, zaradi katerih današnja naloga dobi čisto druge razsežnosti. Garantiram ti, da na račun teh 2 nasvetov trebušne mišice obremeniš tako, kot jih nisi še nikoli. V mislih imam pravilno dihanje in pravilo 3-1. Pravilno dihanje je tisto, ki naredi razliko med povprečnim trebuhom brez prave oblike in noro izklesanimi trebušnimi mišicami. Zakaj? Ukolikor ne popaziš pri dihanju, ti ne bo uspelo doseči maksimalne kontrakcije, ki v fazi treninga predstavlja enega najbolj pomembnih elementov. Se pravi, ko premaguješ težji del giba, zrak izdihneš, ko pa se vračaš v začetni položaj, pa zrak vdihneš. Samo tako lahko maksimalno pokrčiš trebušne mišice. Drugo pravilo, 3-1, pa je tisto, s katerim diktiraš tempo. Vsi vemo, da se mišice oblikujejo in učvrstijo, ker se prilagodijo na napor, ki ga ustvariš med samim treningom. No, da bo ta maksimalen, ti toplo priporočam, da je prvi del giba eksploziven, a vseeno nadzorovan. To pomeni, da zanj porabiš približno dobro sekundo, ko pa se vračaš v začetni položaj, pa gibanje raztegni na 3 sekunde. Da bo zadeva kristalno jasna, vse razložim tudi v praksi. Predtem pa samo na hitro pogledamo, kako bo potekal današnji trening. Kot sem omenil, se v sklopu današnje vadbe srečamo s 4 super vajami. Vsako vajo izvajamo 45 sekund, polminutni počitek pa sledi na vsako minuto in pol, oziroma ko delamo 2 vaji. No in katere so te 4 super vaje? Prva na sporedu so drseče dlani, vaja, s katero se osredotočimo na zgornja vlakna velike prednje trebušne mišice. Vajo izvedeš tako, da se uležeš na hrbet, pokrčiš kolena, dlani pa položiš na stegna. Roke so ves čas iztegnjene, glava pa podaljšku hrbtenice. Ko začneš z vajo, se osredotočiš predvsem na to, da dlani spraviš čim bliže kolenom in pazi na pravilno dihanje. V fazi dviganja je na vrsti izdih, v fazi spuščanja pa vdih. Se pravi, ko dosežeš skrajno točko, so tvoje mišice maksimalno pokrčene, v položaju ostaneš dobro sekundo in se vrneš v začetni položaj. Naslednja na sporedu je vaja zibajoči boki. Da vajo pravilno oddelaš, hrbet po celi dolžini pritisni v podlago, še posebej popazi pri ledvenem delu, dlani pa položi na tla. Noge pokrčiš, jih odmakneš od podlage in se pripraviš na začetek. Iz začetnega položaja kolena približaš prsnemu košu, boke odmakneš od podlage in izdihneš zrak ter poskrbiš za maksimalno kontrakcijo. Takoj, ko ti to uspe, kolena počasi vrneš v začetni položaj in vdihneš zrak. Ne pozabi na pravilo 3-1. Če je le opcija, so stopala ves čas odmaknjena od podlage. Po 30 sekundah počitka sledi tretja vaja, ki je v sklopu današnjih, po mojem mnenju, najbolj zahtevna. Tretja na sporedu je 3-točkovna sveča. Da vajo delaš tako, kot je treba. Ostaneš v ležečem položaju, s tem, da iztegnjene noge dvigneš do pravega kota. Roke položiš na tla. Iz začetnega položaja gibanje izvajaš v 3 smereh, in sicer proti levemu gležnju, po sredini in proti desnemu gležnju. Ko je na sporedu stransko gibanje, te opozarjam, da roki drsite po zunanjem delu noge. Tako, kot sva danes že večkrat omenila, te opozarjam še enkrat, in sicer, ko dosežeš skrajno točko, zrak popolnoma izdihneš, ko pa se vračaš v začetni položaj, pa zrak ponovno vdihneš. No, da trebuh oblikujemo res v celoti, je na vrsti še rotacija. Postavi se v sedeči položaj, poravnaš hrbet, pokrčene roke, pa postaviš predse. Preden z vajo začneš, stopala nekoliko dvigneš od podlage in poskrbi za ravnotežje. Iz tega položaja začneš z izmeničnim gibanjem v stran. Za maksimalno kontrakcijo gibanje razdeliš na 3 različne dele in se skoncentriraš na dihanje. Se pravi, obrat v levo stran, vračanje v začetni položaj in potem še obrat v desno stran. Vsakič, ko dosežeš skrajno točko, je na vrsti izdih in močno krčenje mišičnih vlaken. Ko oddelaš vaje 3 in 4, sledi pol minute počitka. Nato celoten sklop vaj z vmesnimi počitki ponoviš še enkrat. Verjamem, da je prisotno nekaj dvoma, kako lahko v samo 8 minutah tako močno obremeniš trebušne mišice, ampak verjemi mi, da pravilno dihanje in pravilo 3-1 naredita ogromno razliko. Vesel bom, če se mi po opravljenem treningu oglasiš in mi sporočiš, kako je šlo. Prepričan sem, da te občutek preseneti, ker je efekt res fantastičen. Vsi, ki ste odločeni, da trening oddelate v kratkem, pa obvezno všečkati objavo in jo deliti s prijatelji.